smo se pol kar na tale prostor vrnili, ker nam je res ful všeč, tako da bomo verjetno še tukaj kakšen dan ostali. Danes je Nastja spravila noter malo prah brisati, ker že dolgo časa nisem imela časa za to. Jaz sem se spravil pa tlele prtljažnik malo spet urediti, ker imamo polnjene krame in ko to vlečeš ven pa noter, pa nimaš časa lepo zložiti, to rata kar zbrka, tako da jaz, da bo spet končno malo bolj urejen. Po ene par urah je tale prtljažnik končno zrihtan. Prva nova pridobitev je tale vrečka, ki je drugače za na zadnjo stran avtosedeža, ampak bo tudi tlele kar prav prišla. Pol so tlele gojzerji fiksirani, ker nama noter bi gužvo delali, tle pa tudi se jih ni da lepo pospraviti in spodaj viseča mreža. Pol imamo tlele palce pohodniške tudi lepo preštimane, pa tole za tendo razvit. Tlele imamo papirnate brisačke, če je treba kaj obrisati, pa kaj WC praznava, pa tako. Tole je vedro za perilo in vrv za perilo tudi. Pa tlele še dodatna plinska bomba je zdaj tudi fiksirana z elastiko in z elastiko je fiksirana tudi tale miza, da več ne ropota in da ne more vpletati. Tako da ja, ne morem sam še tele vode noter spraviti in to je to. Da se opravičujeva, ampak danes ne bova kaj dosti snimala, zato ker je šnofka kar boga. Včeraj je celo popoldne bruhala in tudi po noč in danes zjutraj spet, čist je brez energije, noče ne jest, ne pit, ne nič. Tako da se zdaj peljemo k veterinarju, pa upamo, da ne bo kaj hujšega. Nekako se odlašala z veterinarjem, ker se jih res ful boji, ampak stanje se ne izboljšuje, tako da nekako nimamo druge izbire. Smo zrihtali šnofko pri veterinarju, naredili so ji rentgen in vzeli kri, dali preveriti pa temperaturo, so izmerili, vročine nima, so pa, ko je temperaturo meril, opazil, da ima kri v blatu in tudi kri je pokazala neko infekcijo. Tako da potem je tudi na rentgenu so pa tudi videli, da ima na črevesju, da ima neka vnetja oziroma neke pline, ne veva čisto točno, ker se je bilo težko sporazumeti z njihovo polomljeno angleščino, smo v bistvu skozi Translate Google uporabljali. Ampak ja, pa so je dali infuzijo, noter neke antibiotike in zdaj oba mogla 5 dni voziti sem na infuzijo in antibiotike, da bo vsak dan dobila novo dozo. Takoj po infuziji se je že boljš počutila, zdaj sicer tle počiva, ampak ja, upava, da bo res samo ta infekcija in da bo vse v redu. Ker možno je tudi, da ima kakšen tujk, da je kaj tazga pojedla, sicer pa je se to včasih lahko vidi na rentgenu, včasih ne, ampak ja, če bo to pomagalo, potem bi tujk, potem gre za infekcijo, če ne pa bolj, v bistvu ne veva točno, kaj se bolj naprej naredi, no, upava, da ne bova rabila zvedeti. Šnofka je zdaj malo boljš po noč, oziroma včeraj, odkar je dobila infuzijo, ni nič več bruhala, tudi spala je celo noč v redu. Energije ima malo več, ni še čisto tako, kakor bi mogla biti, ampak saj malo življenja da od sebe, pa danes je celo zjutraj malo pojedla. Tako da ja, upamo, da bo počas šlo na boljš tudi naprej. Zdaj se pa spet peljemo po novo rundo infuzije. Opravili pri veterinarju. Šnofka je že boljše volje, se že boljš počuti, tudi veterinar je rekel, da mu zgleda boljš, tako da je danes dobila spet infuzijo z antibiotiki pa probiotiki, potem je dobila tudi nek sirup, ki ga bomo zdaj dajali, pa pojedla je tudi že pol konzerve iz veterinarjeve roke, tako da kaže boljšno. Tako da, če bo tako kazal naprej in če bo zdaj normalno jedla in pila, kar upamo, da bo, bomo rabili sem še jutri nazaj priti, potem pa upamo, da ne bo več nobenih presenečenj.
mi smo spet na poti k veterinarju, zdaj že tretjič, upamo, da je zadnjič, če bo vse po sreči, bo zadnjič danes. Šnofka je malo boljš, sicer še zdaleč ni toliko energična, kakor ona, drugače je toliko vesela, ampak je pa danes že dvakrat prostovoljno jedla, tako da to se nam zdi zelo dober znak in upamo, da bo se še naprej izboljševalo. Drugače pa danes pridejo moji starši v Kapadokijo s svojim kemperjem. Midva sva jima rekla, da smo šli že naprej in da nismo več v Kapadokiji, tako da jo bova presenetila. Zdaj upamo samo, da bo šlo po planu, pa da boste se parkirala, tako da sva jima midva rekla, da bova lahko se sam zraven njiju parkirala. Če ne, se bova šla pa malo detektive. Šnofka je uradno dobila zdaj zadnjo infuzijo, upava, no, da bo. Veterinar je rekel, da je v redu, dal nam je še za 4 dni antibiotikov za domov, tako da ja, upava, da bo zdaj v redu. Je tudi temperaturo zmeril in rekel, da zgleda kul. Zdaj pa morava tle v tem mestu, kjer je veterinar, tudi čakati, ker Nastina starša bosta zdaj kmalu prišla v Goreme, to je tista vas, kjer smo bili prej parkirani, tako da zdaj jo ne smemo prehiteti, oziroma ne smemo se kaj na cesti srečati in čakajo zdaj, da nama potrdita, da sta prišla tja, da lahko pol tja greva, in sva se tukaj parkirala pred eno trgovino in sva gledala v telefone, ker sva pač čakala, da bo čas mimo šel. In je prišel ta lastnik trgovine vprašal, če nama lahko kaj pomaga, in sem rekel, da ne, da ni nič narobe, da pač samo če lahko tle ene pol urce sva parkirana, in je rekel, da ni problema, in minuto zatem nama je vam prinesel še čaj vsakmu. Tako da res te turške prijaznosti se ker ne morava navaditi, če vedno ne jo preseneča. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.